Naj en. Nogometni studio. Lep pozdrav, spoštovani gledalci, v prvi letošnji oddaji Naj en nogometni studio, ki pa bo seveda v celoti posvečena slovenskim nogometnim Oskarjem, že četrtim tradicionalnim po izboru ekipa in agencije MN iz Maribora. Seveda tokrat ne bomo gledali ligaških rezultatov in vsega tega, kajti vzdušje v Kazinu Maribora je bilo fino, izredno veličastno in seveda Oskarji so bili podeljeni. Vse ostalo boste videli v naslednji reportaži. Lepo pozdravljeni še enkrat na že četrti tradicionalni podelitvi slovenskih nogometnih Oskarjev tu v Kazinoju v Mariboru. Prav v letu 1999, za katero bomo danes podelili priznanja v najeminentnejšim nogometnim osebnostim, je slovenski nogomet dosegel svoje največje uspehe, tako v reprezentančnem kot v klubskem merilu. Posebno poglavje v tem preteklem letu je bila naša izbrana vrsta, saj se je po skupni zmagi v dodatnem kvalifikacijskem srečanju proti Ukrajini uvrstila na letošnje Evropsko prvenstvo in tako prvič bila med evropsko nogometno elito v najeminentnejšem tekmovanju na stari celini. V klubskem nogometu, kot prav tako tudi vsi dobro veste, pa je sijajen podvig uspel ekipi nogometnega kluba Maribor, ki je, Mariborčani so tako kot prvo slovensko nogometno moštvo nastopili v tisti sanjski in očarljivi ligi prvakov. Seveda tudi letos so nogometni Oskarji v organizaciji športnega dnevnika Ekipa in agencije MN. Seveda ob pomoči Združenja klubov prve slovenske nogometne lige in pokroviteljev, glavnega pokrovitelja podjetja Brodok iz Ljubljane, generalnega zastopnika blagovnih znamk Martini, Granc in Mozart, prijaznih gostiteljev nocojšnjega gala nogometnega večera Kazinoja Maribor in seveda energetskega napitka Šark. Steklarna Rogaška Slatina je pripravila lepe nagrade, lepa darila, seveda za vse najboljše nominirance. Seveda je tu poleg tudi zlatarstvo Dofi. Pozdravljeni seveda vsi predsedniki, funkcionarji nogometnih klubov in seveda lepo pozdravljen Brane Florjanič, predsednik Združenja nogometnih prvoligašev. Preden pa preidemo na prvo podelitev in seveda, da se malce otresemo napetosti pred podelitvijo, pa nastop naše že desetletja najuspešnejše glasbene skupine, katere fantje so zvesti navijači naših najboljših nogometašev. Seveda na oder vabim glasbeno skupino Čuki. Bomo pa eno za začetek skupaj zapeli, se refren znate. Za prijatelje več ne brigam se, družba stara ne zanima me, danes lepo se bom oblekel, ta večer skupaj bom s teboj, ker nocoj mora biti vse prav, ko te pridem iskat domov, te v mesto odpeljem, res obljubim ne bo. Tam bom našel kotiček skrit in te vprašal, hočeš moja bit. Po pravic ti bom povedal, jaz bi te poljubil rad in zapel ti o šalala, šalalalalala, šalalalalala. Jaz bi te poljubil rad in zapel ti o šalala, šalalalalala, šalalalalala, šalalalalala.
in v oči. Tam bom našel kotiček skrit in te vprašal, hočeš moja bit. Po pravic ti bom povedal, jaz bi te poljubil rad in zapel ti bom šalala, šalala la 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 la, šalala la 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 la. Jaz bi te poljubil rad in zapel ti bom šalala, šalala la 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 la, šalala la 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 la. Idemo pa skupaj. Jaz bi te poljubil rad in zapel ti bom šalala, šalala la 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 la, šalala la 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 la, šalala la la la. Hvala lepa, ansambel Čuki, Jože Potrebuješ, Marko Vozel. Kot že vsi dobro veste, v 12 kategorijah že četrtič nominacija za Oskarja, nogometnega Oskarja in seveda 12 kategorij, 12 teh lepotcev tu, ki so jih izdelali v Rogaški Slatini. Najprej so trenerji izbirali najboljše, nato potem tudi novinari in začnimo kar s prvo kategorijo, prva od 12 kategorij. Pa poglejmo, kdo so nominiranci v tej prvi kategoriji, v kateri bomo danes podelili prvega izmed 12 kristalnih lepotcev. V kategoriji številka 9, trener mladih kategorij, so nominirani Zvonko Breber, NK Maribor, Rajko Koret, Triglav Kranj, Janez Žilnik, Publikum Celje, Zoran Matovič, Olimpija Ljubljana in Herbert Klančnik, NK Maribor. Torej, to so nominiranci v tej kategoriji, zmagovalca pa bo razglasil Nastja Čeh, nagrado pa bo podelil dvakratni dobitnik Oskarja kot trener, gospod Bojan Prašnikar. Oba seveda vabim na oder. Nastja Čeh bo obelodanil, kdo je najboljši v tej kategoriji, nagrado pa bo podelil Bojan Prašnikar. V tej kategoriji je najboljši gospod Zoran Matovič. Čestitke za gospoda Zorana Matoviča, ki ga vabimo seveda na oder. Iz rok Bojana Prašnikarja, najboljši pa je Zoran Matovič, seveda iskrene čestitke, tudi nagrada sponzorja Brodoka iz Ljubljane, seveda in vabljeni tudi k zaključnemu govoru. Kratko, rad bi podelil sa vsem mojim kolegama, ki delamo sa mlajšim kategorijama. Hvala. Nagrada za prvo kategorijo je bila podeljena. Ob meni pa je že Zoran Matovič, trener za mlajše kategorije in tudi dobili ste tole nagrado. Kakšni so občutki? Občutki so res za nas, trenerje mlajših kategorija, kar mi delamo za tiste pokale, za veselje sa mladima i pokazati, dobiti takšan jedan pokal je, sam pre da bi rad podelio sa svim trenerima koji delaju sa mlajšim kategorijama, jer to je za nas već od pogodbi za dinare, za pravim da sam res veseo, kad je to jedno priznanje za moje 10-letno delo sa mlajšim kategorijama. Hvala in tudi čestitke z moje strani. Hvala. Naj en. Nogometni studio.
Na vrsti pa je že podelitev v naslednji kategoriji, v kateri so v preteklih letih slavili Spasoje Bolajič, Anton Žlogar in Nastja Čeh. Pa poglejmo, kdo so nominiranci. V kategoriji številka 7 mladi nogometaš leta so nominirani Klemen Laurič, Rudar Velenje, Nastja Čeh, Maribor Pivovarna Laško, Uroš Barut, NK Primorje, Muamer Vugdalič, Maribor Pivovarna Laško in Tonči Zlogar, Hit Gorica. En aplavz za nominirance. Zmagovalca v tej kategoriji bo razglasil Marinko Galič, Oskarja pa bo predal Jani Pate. Pa vabljena na oder. Še nekaj skrivnosti, še malce počakajmo. Marinko Galič bo razglasil zmagovalca, no pa bomo obrnili. Pa bo Jani Pate razglasil zmagovalca, Marinko Galič pa bo podelil tega lepotca. Zmagovalec v tej kategoriji je Muamir Vugdalič. Seveda, Muamir Vugdalič, vabljen na oder in nagrada iz rok Marinka Galiča. Čestitke seveda Muamirju Vugdaliču, obetavnemu slovenskemu nogometašu. Čestitke. In še nekaj besed, seveda. Lahko povem, da sem izredno vesel tega pokala in da je to samo spodbuda za moje nadaljnje delo. Hvala. Muamer Vugdalič, prejeli ste nagrado oziroma Oskarja za mladega nogometaša leta. Čestitke najprej. Kakšni so vaši občutki in pa kakšni so načrti za naprej? Najprej hvala za čestitke, občutki, to, kar sem povedal prej, sem izredno vesel, kajti konkurenca je bila zelo močna. Moje načrti so pa za naprej, da še naprej trdno delam in predvsem zelo dobro in da prijem vsaj enkrat v konkurenco za najboljšega nogometaša v članski kategoriji. No, pred vami z ekipo Maribor Pivovarna Laško so kvalifikacije za Ligo prvakov. Kakšne rezultate pričakujete? Ja, po podatkih trenerja Keka je ekipa iz Moldavije zelo močna, vendar če hočemo iti naprej, moramo tudi njih premagati in jaz sem prepričan, da bomo mi tem tudi uspeli. Najlepša hvala. Naj en. Nogometni studio. Kdo bo najboljši sodnik preteklega leta 1999? V kategoriji številka 10 sodnik leta so nominirani Srečko Kandare, Drago Kos, Radenko Mijatovič, Milan Mitrovič in Zoran Novarlič. Aplavz in seveda, ali so pravi sodniki, to najbolj veste vi, spoštovani gostje tu v Kazinoju v Mariboru. Nagrado bosta podelila, še prej pa seveda zmagovalca bo razglasil glasbenik in uneti nogometaš Milan Pečovnik Pidži, Oskarja pa bo predala vodja marketinga Kazinoja Maribor, gospa Saša Ajdnik. Lahko odperemo. Ker odpremo in seveda je še skrivnost za vas? Ni več. Jaz sem Milan, najboljši sodnik pa je Milan Mitrovič. Čestitke in seveda povabilo na oder. Sodnik Milan Mitrovič je znova prejel nogometnega Oskarja za najboljšega nogometnega sodnika na Slovenskem. Gospa Saša Ajdnik pa bo izročila nagrado, pokal ali pa Oskarja oziroma lepotca iz Rogaške Slatine in seveda še darilo Brodoka. Potem pa, gospod Milan Mitrovič, kar k mikrofonu, vajeni ste že tega opravila, čestitke in seveda nekaj besed. Kar izvolite mikrofonu. Hvala lepa za čestitke, res sem že malo navajen, ne vem, kam bi to še doma spravil, ker je že kar precej polno. Je pač to
lepa stran tega našega poklica in upam, da še dodatni motiv za naprej. Hvala lepa. Hvala lepa, Milan Mitrović. Ob meni pa je že najboljši sodnik v letu 1999, Milan Mitrović. Čestitke. Hvala lepa. Kaj bi povedali ob tej nagradi? Ja, spet novo leto, nova nagrada. Ne vem, vesel sem, da sem pač izbran za to. Istočasno je to tudi pohvala za moje kolege, ne samo za mene, pač, da se ta sojenja ceni. Ne vem, je pa spodbuda za nadaljnje delo, vsekakor. In tudi dokaz, da se tudi naše delo nekako spoštuje in ceni. Hvala. Hvala vam. Naj en. Nogometni studio. Sedaj pa na odru naš edini country izvajalec, ki je velik privrženec slovenskega, tudi mariborskega nogometa, ter še vedno zaljubljeni oziroma zaobljubljeni Korošec. Milan Pečovnik, PG, je že na odru in za hipec pozabimo na kristalne lepotce in uživajmo v tej glasbi. No, jaz bom še prej nekaj povedal. Lepo bi vas vse pozdravil. Moram reči, da že četrtič sodelujem na tej prireditvi. Sam sem tudi po duši športnik in nisem mi bilo danes težko pripeljati iz Poreča sem. Tu vedno spoznam tudi mnogo novih prijateljev. Tako da sem vesel, da sem danes tukaj v tej družbi. Vsem tistim, ki boste dobili danes priznanja, iskreno čestitam in vam želim še naprej tako uspešno igranje nogometa in sojenja še naprej, ker letos ste naredili res dosti za Slovenijo in za populacijo tega športa. Jaz vam bom pa zapel eno pesem, prvič pojem brez kitare, pa ansambl je na počitnicah. Naslov pesmi je Kanalja ti, ampak ni to vse res, kaj bom zdaj zapel. Meni se to ne bi moglo zgoditi. Lahko bo malo zaploskati zdrave, ne? Jaz pa nisem celo noč, ni okej, dul zapru, smislu kuj na ti Kanalja ti. Si me prevarala, se z drugim žlajhala, jaz pa nisem celo noč, ni okej, dul zapru. Dajme en aplavz. Smislu da je moja slik, nisem mogel jeti. Ko mi nekdo rekel je, da z drugi moja ljubi se, da z drugi moja ljubi se. Dajmo en aplavz za Martini. Jaz pa nisem celo noč, ni okej, dul zapru, smislu kuj na te Kanalja ti. Si me prevarala, se z drugim žlajhala, jaz pa nisem celo noč, ni okej, dul zapru. Dajmo malo zaploskati. Si razočaran in bolen, nisem hodil ven, tam bi me še baro kdo, ki zdaj moji je lepo, ki zdaj moji je lepo. Jaz pa nisem celo noč, ni okej, dul zapru, smislu kuj na te Kanalja ti. Si me prevarala, se z drugim žlajhala, jaz pa nisem celo noč, ni okej, dul zapru. Kje pa so roke, nič ne čujemo. Evo, vsi igrate, da ne bi prejem drugi. Zdaj pa vsi dvignemo roke. Sem hodil po bajti sem in taj, nisem mogel spati. Sem premislil čisto vse, vedel sem, da konec je, vedel sem, da konec je. No Štajerci, zdaj pa gremo. Jaz pa nisem celo noč, ni okej, dul zapru, smislu kuj na te Kanalja ti. Si me prevarala, se z drugim žlajhala, jaz pa nisem celo noč, ni okej, dul zapru. Zdaj pa skupaj.
Jaz pa nisem celo noč ni oke dur zaprl, smislu kuj na ti kanalja ti. Si me prevarala, se z drugim žajhala, jaz pa nisem celo noč ni oke dur zaprl. Moram reči, da smo že z Bozgotom tudi pela skupaj, ampak ne to pesem. Hvala lepa. Ko je vstopila, sem videl, da je v zadregi. Kot vsaka ženska se je sprva branila. Čeprav nežen in eleganten, je njen prijem izdal, da ni prvič. Ko je potegnila tretjič, me je zaskrbelo, da bo hotela še. Ali veste, kaj počne vaša žena v tem trenutku? Morda se prav zdaj zabava na novih igralnih avtomatih. Casino Maribor. Ko vas prevzame slaboše. Fotoakcija! Jaz sem samo htjela povedati, da se ne spoznavam te stvari, tako da vi sami pridite i pogledajte, imaju svega bolan, dosti prostora, notri se da stvari i još nekaj su dali gori, 1, 2, 3 spucano. Jebi ga, sam pozabila tekst. Stop! Šef, je dobro, a? To je pravi ugriz. Prodaja, popravilo, dizajniranje in izdelava unikatnega nakita ter graviranje. Zlatarna Dofi, glavni trg 3, Maribor. Daewoo Reimpex, salon za izbirčne. Največja ponudba vozil Daewoo v Mariboru po ugodnih cenah in izjemnih kreditnih pogojih. Daewoo Reimpex, salon za izbirčne. Ko je vstopila, sem videl, da je v zadregi. Kot vsaka ženska se je sprva branila. Čeprav nežen in eleganten, je njen prijem izdal, da ni prvič. Ko je potegnila tretjič, me je zaskrbelo, da bo hotela še. Ali veste, kaj počne vaša žena v tem trenutku? Morda se prav zdaj zabava na novih igralnih avtomatih. Casino Maribor. Ko vas prevzame slaboše. Nogometni Oskarji se podeljujejo za obdobje celega leta od 1. januarja do 31. decembra, seveda tokrat za leto 1999. Letos so podeljeni z majhno zamudo, saj so za to krivi sijajni uspehi naših nogometašev in nastop naše izbrane vrste na Evropskem nogometnem prvenstvu. Tako, in smo že pri naši naslednji nominaciji. V kategoriji številka 11, strelec leta 1999. Zmagovalca bo razglasil Toni Tomažič, Oskarja pa bo predal lanskoletni najboljši strelec in dobitnik tega laskavega priznanja Ismet Ekmečič. Oba povabljena na oder, slišali ste za nominirance, Toni Tomažič je že na odru, on bo razglasil najboljšega v tej kategoriji, tu pa je tudi Ismet Ekmečič, ki bo podelil seveda lepo nagrado nasledniku. Mislim, da ni treba odpirati kuverte, ker se takoj po zadnjem krogu vedlo, da je najboljši strelec Slovenske lige Kliton Toni Bozgo. Na oder vabimo in seveda čestitke za Tonija Bozga, tako kot je dejal Toni Tomažič. Še nagrada pokrovitelja, čestitke, Kliton Bozgo in beseda je vaša. Jaz bi rekel samo to, da nisam samo jaz zaslužen za taj pokal, tu su moji suigrači i svi moji treneri koji su me trenirali, ker od svakoga nekaj sam naučio. Hvala lijepo.
Rutan Bozgo, čestitke ob tej nagradi. Ste najboljši strelec za leto 1999. Kakšen je recept, da osvojite takšno nagrado? Ja, recept je tako, da moraš delati in samo delati. In jaz sem vesel za taj pokal, ker to je še ena spobuda več za, ker to je 99, zdaj smo v leto 2000, tako da to je že prošlost. Zdaj moramo razmisliti za napred. In kakšni so vaši načrti? Pa zdaj sem član Admira Wacker Midling Avstrije in ne gre nas baš najbolje zdaj na začetku, ali mislim, da bom nadaljeval taj put, kaj sem začel v Maribor. No, želim vam veliko uspeha. Hvala. Hvala vam. Naj en. Nogometni studio. Današnje prireditve pa se zaradi obvez v končnici priprav na novo sezono ne bosta udeležila tudi Miran Pavlin Porto in Dejan Nemec klub Briš. Iz obeh klubov smo že prejeli fakse z opravičilom naših nogometašev in željami obeh klubov po dobri organizaciji današnje prireditve. Pa poglejmo, kdo vse so nominirani v naslednji kategoriji. V kategoriji številka 3, vratar leta, so nominirani Amel Mojčinovič, NK Publikum Celje, Dejan Nemec, NK Mura, sedaj klub Briž, Luka Grešak, Maribor Pivovarna Laško, Nihat Pejkovič, Olimpija in Marko Simeunovič, Maribor Pivovarna Laško. Čestitke in aplavz za nominirance. Zmagovalca v tej kategoriji pa bo razglasil Leon Šteharnik, direktor generalnega pokrovitelja današnjega večera, podjetja Brodok iz Ljubljane, ki bo seveda tudi razodel in obelodanil, kdo je dobitnik. Izvolite kar na oder. Dobitnik je Marko Simeunovič. Čestitke in priložnostni pokal ter darilo Brodoka Marku Simeunoviču. Čestitke, Marko. In seveda nekaj besed namenjeni soigralcem, sotrpinom in trenerjem ter ostalim. Ja, ne bi kaj dosti filozofiral, bi se zahvalil in čaka nas mnogo dela, tako da danes že moramo hitro v posteljo, tako da kar odhajam. Čestitke, Marko Simeunovič. Upajmo, da ne bo tako hitro odšel, kot je napovedal. Osma kategorija je Oskar oziroma nogometni Oskar za najboljšega vratarja leta 1999. In ta prestižna nagrada je pripadla članu ekipe Maribor Pivovarna Laško, Marku Simeunoviču. Čestitke. Hvala. Na Evropskem prvenstvu sicer niste dobili priložnosti. Kako bo sedaj na kvalifikacijah za Ligo prvakov? Ja, priložnosti nisem dobil, kaj se tiče Evropskega prvenstva. Ne bom obupal, treniral naprej in upam, da se bom udeležil še kakšnega prvenstva. Kaj se pa tiče Ligo prvakov, moram povedati, da bo izredno težko. Tudi istega mnenja smo bili lani, da bo težko, vendar nogomet je pač takšen, da pač ne zmaga vedno ime kluba in po papirju najboljši, mora se potruditi, mora se boriti in upam, da bomo to isto naredili kot lani in da bomo naredili čim večji uspeh. Enako upam tudi jaz. Hvala. Hvala. Naj en. Nogometni studio. Smo pa že pri 6. podelitvi nogometnih Oskarjev za leto 1999. Kdo so nominiranci? Nominiranci v kategoriji pod številko 8 pa so Borivoje Lučič, NK Primorje, Samir Zulič, Olimpija, sedaj trener Zagorja, Jani Pate, NK Primorje, Grega Židan, NK Maribor Pivovarna Laško in Ismet Ekmečič, Maribor Pivovarna Laško. To je v kategoriji veteran leta.
Veteran leta in nominirance ste slišali. Zmagovalca v tej kategoriji pa bo razglasil Tonči Žlogar. Oskarja bo predal dvakratni dobitnik tega priznanja Matjaž Kek. Tonči, lep pozdrav, lep dober večer, je že na odru. Vabimo na odr tudi trenerja Maribora Pivovarne Laško, gospoda Matjaža Keka. Lahko Tonči že kar izdamo nominiranca oziroma zmagovalca med temi nominiranci. Grega Židan. Lahko še enkrat, Tonči? Najveteran Grega Židan. Čestitke za Grego Židana, najboljši veteran v preteklem minulem letu, letu 1999. Matjaž Kek je še enkrat poudaril, ko je on dobil to nagrado, ni bilo dobro, takrat se je nekako potem začel poslavljati. Tonči Žlogar šele prihaja, Grega Židan, čestitke in seveda z lepotcem v roki nekaj besed soigralcem, sotrpinom, mikrofon je vaš. No, jaz bi vse pozdravil, zahvalil bi se za to priznanje. Jaz upam, da nam šel po poti Matjaža, tako da v naslednjo leto ne bom nehal, mogoče v Mariboru, ja, ampak upam, da nam še aktivno igral nekaj let. Hvala. Hvala lepa in čestitke dobitniku. Veteran leta za leto 1999 pa je Gregor Židan. Čestitke. Najlepša hvala. Kakšni so občutki ob tej nagradi? Ja, no, občutki so lepi, sicer ni glih najlepša kategorija, ampak vsakega priznanja sem zelo vesel in jaz upam, da bo še kakšno tako priznanje prišlo v mojo vitrino. Ob tej nagradi mogoče gledalce zanima, kako dolgo že igraste nogomet? Ja, no, v bistvu ta nogomet igram v bistvu svoje rane mladosti. V bistvu sem posledil cel svoj nekak mladost temu športu in v bistvu z 11 leti, ko sem začel trenirati na Slovanu, si nisem niti znal predstavljati, da bo to tako izpadlo. V bistvu sem zelo zadovoljen, da sem šel v ta šport, kajti mislim, da to prinaša ogromno zadovoljstva. No, jaz vam želim še veliko zadovoljstva in pa uspeha, seveda še tudi naprej. Hvala lepa, se veselim. Naj en. Nogometni studio. Sedaj pa sledi nastop še enega glasbenega gosta, ki je domala poznan na celi teritoriji bivše države in obenem velikega prijatelja, bil pa je tudi navijač slovenske reprezentance na letošnjem Evropskem nogometnem prvenstvu. Velika zvezda zabavne glasbe, z nami je Vlado Kalember. Dobro večer svima, meni je veliko zadovoljstvo i čast nalaziti se ovdje. Svakog dana putuje moja Milena, miriše na jabuke, živi ko podstanar. Moja Milena, oči su joj pune sna, kako li se preziva moja Milena. Ruke ne pokazuje, kaže da dobro je moja Milena. Milena generacijo moja, da smo se ranije sreli. Milena generacijo moja, toliko toga nas dijeli.
6 svakog dana putuje moja Milena. Miriše na jabuke, živi ko podstanar moja Milena. Oči su joj pune sna, kako li se preziva moja Milena. Ruke ne pokazuje, kaže da dobro je moja Milena. Milena generacijo moja, da smo se ranije sreli. Milena generacijo moja, toliko toga nas dijeli. Milena generacijo moja, ko nam je pokrao dušu. Milena generacijo moja, jesmo li previše dijeli? Milena generacijo, Milena generacijo, Milena generacijo, Milena generacijo. Tako in že smo pri naši naslednji kategoriji. V kategoriji številka 6 naj tuj nogometaš v prvi slovenski nogometni ligi so nominirani Geri Čipi, Dalibor Filipović, Stipe Balajić in Ismet Ekmečić, vsi Maribor Pivovarna Laško ter Amel Mujčinović, Publikum Celje. Zmagovalca bo napovedal Luka Grešak, Oskarja pa bo predal Milan Mitrović. Aplavz za nominirance in oba, in Milan Mitrović in Luka Grešak je že tu, vabljena na oder. Milan Grešak, kdo je najboljši v tej konkurenci med temi nominiranci? Oskarja dobi Stipe Balajić. Čestitke Stipetu Balajiću in seveda nagrada iz rok najboljšega sodnika minulega leta, še čestitke soigralca Luka Grešaka in seveda še darilo pokrovitelja Brodoka. Čestitke in seveda nekaj besed namenjenih tu na gala večeru v Kazinoju v Mariboru. Mogu samo reći da bi je izuzetna čast i zadovoljstvo da sam primio jednu ovakvu nagradu, naročito iz ruku najboljšeg sudnika ligi. Hvala. Slišali ste Stipeta Balajića, čestitke. Stipe Balajić, dobili ste nogometnega Oskarja za najboljšega nogometnega igralca, tujega nogometnega igralca v slovenski ligi. Čestitke najprej, kakšni so občutki ob tej nagradi? Hvala na čestitkama, občutki su fenomenalni jer mi je ovo jedna od možda od najdražih nagrada koje sam primio do sada u svojoj karijeri. Zahvalio bi se svima, trenerima koji su me trenirali, suigralcima. Tako. In kakšne so vaše želje za naprej načrti? Za naprej. Najveća želja je da najprej svladamo taj Zimbru, pa zatim da potem gremo v tretji predkrog, pa iz trećeg predkroga da gremo u Champions Ligu spet. Hvala, seveda in vam tudi jaz želim seveda Ligo prvakov. Hvala vam. Naj en. Nogometni studio. Smo že pri 8. kategoriji, v kateri so nominirani naši najboljši igralci na delu v tujini. Njihove dobre igre v tujini še kako dvigujejo ugled slovenskemu nogometu. Najslovenski nogometaš v tujini so nominirani
Darko Milanič, Štrum, Zlatko Zahovič, sedaj že Valencija, Miran Pavlin, novi član Porta, Aleksander Knaus, Tirol, Aleš Čeh, GAK in Mile Ačimovič, Crvena zvezda. Zmagovalca bo razglasil reprezentant in nogometaš Maribora Pivovarne Laško, Amir Karič. Amir Karič je že tu na odru z kuverto, tudi kasneje potem. Amir Karič, beseda je vaša. Oskarja dobi, mislim, da trenutno naš najboljši igralec, Zlatko Zahovič. Čestitke za Zlatka Zahoviča, najboljši slovenski nogometaš v tujini. Zlatko Zahovič se poleg Pavlina in pa Nemca ni mogel udeležiti današnje podelitve, četrte podelitve Oskarjev. Seveda je želel, da bi na poti iz Pireja v Valencijo se zaustavil tudi v Mariboru, toda ni šlo, je že v Valenciji. Nekaj več tudi potem ob koncu, ko bo še bolj vroče tu. Amir Karič, prav gotovo sta se z Zlatkom Zahovičem v zadnjem času kaj slišala, kaj je dejal tako tisto, ki ni za vse medije. Mislim, da danes je hotel priti, smo se slišala nekaj časa nazaj, ampak mu je zelo žal, pač obveze kličejo. Slišali ste, kaj je povedal Zlatko Zahovič, seveda nič takšnega, ki ne bi smel, in seveda hvala lepa Amir Karič, ker ste razodeli, kdo je najboljši nogometaš, seveda slovenski, v tujini. Že pa smo pri 9. podelitvi nocojšnjega nogometnega večera, tu prijetnem ambientu Kazinoja Maribor, pa poglejmo, kdo vse se potegujejo za nagrado Fair Play. V kategoriji Fair Play so nominirani NK Dravograd, NK Potrošnik, NK Šentjur, NK Maribor in Združenje klubov Prve slovenske nogometne lige. Zmagovalca v tej kategoriji, seveda nominirancem, lahko tudi zaploskate. Med prvim je seveda znak dal kapetan slovenske nogometne reprezentance, nogometaš Šturma Darko Milanič, in seveda lahko drugič tudi glasneje. Zdaj pa bo zmagovalca v tej kategoriji razglasil predsednik Združenja prvoligašev, gospod Brane Florjanič. Oskarja pa bo predal novinarski kolega Nani Matjašič, pobudnik te akcije. Oba povabljena na oder. Brane Florjanič, kdo je bil najbolj športen v letu 1999? Po glasovanju je najbolj fair ekipa ali najbolj fair moštvo preteklega leta postala NK Maribor Pivovarna Laško. V obrazložitvi je zapisano: za izredno športno in korektno igro v letu 1999 in za organizacijo vijoličaste tribune, v okviru te pa dodatno pomoč s prepotrebno športno opremo manjšim nogometnim klubom. Čestitke Mariborčanom. Prosim poslovnega direktorja NK Maribor Pivovarna Laško, Mitja Hlasteca, da dvigne nagrado. Mitja Hlastec, vabljeni seveda na oder, nagrado bo podelil Brane Florjanič, predsednik Združenja prvoligašev, oziroma je razglasil Nani Matjašič, pobudnik te akcije, pa bo podelil Mitji Hlastecu to nagrado, najboljšim nogometašem, najbolj športnim in seveda vzgled preostalim. Čestitke Mariborčanom. Ena izmed kategorij je tudi nagrada za Fair Play. In tole nagrado je dobila ekipa Maribora Pivovarne Laško. Gospod Mitja Hlastec, čestitke. To je ena zelo lepa nagrada, kajti da je tudi nek čar ekipi. Kaj bi pripomnili k tej nagradi? Ja, na nek način je seveda to priznanje za potezo, ki smo jo naredili v preteklem letu. To je, da smo del zaslužka, ki smo ga dobili v Ligi prvakov, vložili v prenovo stadiona, in pa en del smo pomagali seveda tudi vsem okoliškim klubom, kajti 11 klubom iz okolice Maribora, iz severovzhodne Slovenije smo podarili komplet dresov z žogami za vadbo njihovih ekip. Najlepša hvala. Prosim. Naj en.
Nogometni studio. Gost z Hrvaške ni se še oddahnil, Vlado Kalember. Zaklepetal se je, ampak aplavz, za aplavzom ga lahko pričakate na odru. Že prihaja. Lepa, Vlado Kalember, najprej o Mileni, zdaj še o Ani, mi pa pri naslednji kategoriji. Prav v lanskem letu sta dva trenerja dosegla tisto, o čemer smo včasih lahko samo sanjali. Bojan Prašnikar je Maribor popeljal v Ligo prvakov, selektor Srečko Katanec pa našo izbrano vrsto na Evropsko nogometno prvenstvo. Uspeha, ki jih bo težko ponoviti. Prav zato si oba strokovnjaka zaslužita največje pohvale. Pa poglejmo, kdo so ob njiju še preostali nominiranci. V kategoriji številka 4 trener leta so nominirani Bojan Prašnikar, Brane Oblak, Toni Tomažič, Srečko Katanec in Marjan Pušnik. Zmagovalca bosta razglasila člana reprezentance Aleš Čeh in Aleksander Knaus. Na oder vabim Aleša Čeha. Aleksander Knaus je prav tako opravičil za svoj prihod. In kdo je, to bo seveda razodel pomočnik kapetana slovenske reprezentance, nogometaš GAK-ja Aleš Čeh.
kdo najboljši trener lanskega leta? Ja, najboljši trener je tisti, ko si najbolj zaslužen, to je Srečko Katanec. Seveda je Srečko Katanec želel biti na tej prireditvi, odpotoval je danes na dopust, že prej načrtovani dopust v Grčijo in seveda bo ob drugi priložnosti prejel to nagrado. Aleš Čeh pa vendarle nekaj po reprezentančnih nastopih, seveda že vse povedano in napisano, pa morda dejali ste najboljši Srečko Katanec, ampak tako piše tu v obrazložitvi, ki ste jo morali prebrati. Imeli pa ste že veliko trenerjev v svoji karieri. Ja, sigurno, samo z nobenim ni bil takšnega uspeha kot Srečko. Hvala lepa, Aleš Čeh in najboljši trener leta 1999, trener slovenske nogometne reprezentance, selektor Srečko Katanec. Naj en. Nogometni studio. Smo pa že pri 11. nominaciji. Zraven ni kapetana nogometnega kluba Maribora Dejana Đuranovića, ki je prav danes uspešno prestal operacijo, operativni poseg. Z tega mesta mu seveda v imenu vseh in še posebej nominirancev v tej kategoriji želimo čimprejšnje okrevanje. Preostali nominiranci pa so najnogometaš v prvi slovenski nogometni ligi. Nominiranci so Nastja Čeh, Marko Simeunović, Dejan Đuranović, Marinko Galić in Stipe Balajić. Vsi Maribor Pivovarna Laško. Zmagovalca bo razglasil kapetan reprezentance Darko Milanič. Čestitke vsem nominirancem. Darko Milanič, ki bo in predal oziroma razodel, kdo je najboljši v tej kategoriji. Na oder pa vabimo še Amela Mojčinovića, vratarja nogometnega kluba CMC Publikum iz Celja, in da bo predal to nagrado najboljšemu v tej kategoriji, ki jo bo čez nekaj časa izdal kapetan slovenske nogometne reprezentance Dare Milanič. Tako, jaz sem ga že pogledal, to je Marinko Galić. Čestitke za Marinka Galića, za najboljšega nogometaša v Sloveniji, in iz rok Amela Mojčinovića, celjskega vratarja, tudi lepo darilo, pa potem iz podjetja Brodok. Marinko Galić, beseda je vaša. Kaj ne povem? Rad bi, da bi naslednje 2 leti bil izbran za najslabšega igralca, samo da se doživimo še enkrat vse to, kar smo doživeli v tem letu. Marinko Galić, seveda malce na svoj način, duhovito. Čestitke ob prejemu nagrade za najboljšega igralca. Vemo, da ste eden izmed redkih iz slovenske lige, ki ste igrali na vseh tekmah za evropskem prvenstvu. Kakšni so bili občutki ob teh rezultatih? Ja, bili so seveda zdaj na koncu lahko rečemo, da so v redu, čeprav vemo, kaj se je dogajalo na prvi tekmi z Jugoslavijo. V bistvu nekako smo tudi še dan danes razočarani, kajti imeli smo v bistvu vse v svojih rokah in nogah. Izpadlo je pa čisto drugače, nažalost. Tiste 2 pike bi nam seveda prinesle četrtfinale, ampak kar je pred samim tekmovanjem smo vsi želeli vsaj piko osvojiti, presenetiti kakšno ekipo, mi pa smo presenetili, jaz mislim, vse 3 ekipe. Presenetili smo celotno evropsko javnost in mislim, že ta lovorika oziroma te simpatije Evrope do nas, da smo v bistvu bili največje presenečenje evropskega prvenstva, že dosti pove. In jaz osebno, recimo zase bi pa rekel to, da verjetno tako vsak igralec misli. Evropsko prvenstvo mogoče smo dali zdaj nikoli več in na tem prvenstvu smo se počutili v bistvu kot igralci. Tam si šele občutil, da nekaj pomeniš, da nekaj igraš in se pravim, to se ne dogaja vsak dan, vprašanje kdaj bo spet, ampak seveda mi bomo se potrudili, da spet koga presenetimo in da se uvrstimo mogoče na svetovno prvenstvo. In za konec, če mogoče kot najboljši igralec, kakšne rezultate pričakujete v kvalifikacijah za Ligo prvakov? Ja, seveda, v bistvu treba iti stopnico po stopnico. Zdaj imamo Zimbru iz Moldavije,
baje so zelo neugodna ekipa. Pač treba je to tekmo prvo v Moldaviji odigrati maksimalno, kar se da, iztržiti čim bolj ugoden izid in seveda na povratni tekmi sem siguren, z polnim štadionom, z našimi prekrasnimi navijači, ki so se že neštetokrat dokazali, seveda pa premagati Zimbru in se uvrstiti v nadaljnji krog kvalifikacij. Tam pa bomo videli, koga bomo dobili, ampak priložnost je. V bistvu vse na isti točki smo kot lani. Lani smo bili popolni outsideri, letos verjetno nismo popolni outsideri, kajti Evropa nas že pozna, tako Maribor kot reprezentanco, in mislim, da nam bo težje kot lani. Jaz vam želim veliko uspeha. Hvala. Hvala vam. Naj en. Nogometni studio. Pred zaključkem in pred podelitvijo nogometnega Oskarja v zadnji absolutni kategoriji pa še enkrat na oder vabim najuspešnejšo slovensko pop skupino Čuki. Nastop skupine Čuki. Gledala je za njim, kako odhaja. Srečen kot vedno, a ne ve, kaj v njej se dogaja. Saj njemu ne zamiri, ker preveč ga je ljubila. A sebi tega ne bo nikoli oprostila. Vedela je, da je ne ljubi, da je vedno le lagal. A verjela je slepo le, da z njo bi ostal. Kaj vse bi storila le, da enkrat bi jo še objel. In rekla je tisti večer, preden je odšel. Ljubi me, ljubi, prosim, imej me rad. Naj bo ta noč le za naju, pa čeprav zadnji krat. Le tebe si želim, vzemi me, dala ti bom vse. Ako se zjutraj zbudim, nočem biti več dekle. Zdaj sama gre naprej po isti poti. Najraje je v temi, najraje v samoti. Kot da ne more pozabiti tiste noči. Gleda njegovo sliko in z njim zaspi. In pravi, ljubi me, ljubi, prosim, imej me rad. Naj bo ta noč le za naju, pa čeprav zadnji krat. Le tebe si želim, vzemi me, dala ti bom vse. Ako se zjutraj zbudim, nočem biti več dekle. In pravi, ljubi me, ljubi, prosim, imej me rad. Naj bo ta noč le za naju, pa čeprav zadnji krat. Le tebe si želim, vzemi me, dala ti bom vse. Ako se zjutraj zbudim, nočem biti več dekle. Hvala in čestitke tudi v najnem imenu vsem dobitnikom in pa seveda nominirancem. Na oder pa prej vabim vse nocojšnje dobitnike nogometnih Oskarjev,
da skupaj proglasimo najboljšega v preteklem letu, zato naj kategorija številka 1, absolutna kategorija, še malce počaka in seveda dobrodošli in še prej povabljeni na odru vsi nominiranci, zdaj pa nominiranci v absolutni kategoriji. V kategoriji številka 1, absolutni kategoriji, naj nogometaš leta 1999 so nominirani Marin Kogalič, Miran Pavlin, Mile Ačimovič, Marko Simeunovič in Zlatko Zahovič. Zmagovalec, absolutni zmagovalec četrte akcije prireditve Nogometni Oskar za leto 1999 pa prejme tudi zlat prstan ekipe, ki ga je za to priložnost posebej izdelal zlatar Adolf Dofi iz Maribora in najboljšega v absolutni kategoriji bo razglasil odgovorni urednik dnevnika, športnega dnevnika ekipa Goran Obrez. Če mi dovoliš, bi pa dejansko še nekaj povedal. Takole je, ni opravičilo, ampak pojasnilo, tako kot vsi vi tukaj, tudi mi seveda dobro vemo, da tole ni najprimernejši termin za takšno prireditev in tudi ni naš termin, ki je pač drugi, ampak sanjali smo izjemno lepo nogometno pravljico, zaradi tega je letos ta prireditev nekoliko kasneje kot običajno, drugače žal ni šlo. Zato tudi malce slabša udeležba, vemo, dopusti, pa seveda predvsem priprave, tisti naši asi, zvezdniki, ki igrajo v tujini, se z večine pač niso mogli udeležiti te prireditve, nekaj pa jih je na srečo vendarle z nami. In še to bi rekel, velikokrat smo že rekli, da gre za tradicionalno četrto prireditev. Tradicionalna četrta je seveda, odkar smo z roko v roki z agencijo MN, prireditev pa je že daljša oziroma ekipin izbor najnogometaša je seveda precej daljši in letos smo prav zaradi tega, ker je nekoliko kasneje vse skupaj celo nekako študirali, če naj vse skupaj odpovemo, pa so nam tisti nogometaši, ki igrajo v Sloveniji, rekli to pa ne, če je tradicija in se strinjamo, zato mislim, da je prav, da smo jo vseeno organizirali, čeprav pač malce kasneje. In ko govorimo tradicija, takšne luknje si pač nismo mogli privoščiti, da pa je tradicija že res kar dolga, pove tudi to, da je recimo prvi, ki je bil razglašen za najboljšega nogometaša Slovenske nogometne lige, Gregor Židan. Danes pa je najveteran leta. Izgleda pa še relativno mlad, mislim, da bo še dolgo kandidiral v tej kategoriji, pa mogoče tudi v kateri drugi. Vidite nominirance, slišali ste odgovornega urednika ekipe Gorana Obreza in seveda tradicija naj se ne prekine, naj pa se ne prekinejo tudi te nogometne sanje, ki jih bi bilo fino še kar naprej sanjati. Absolutno, absolutno. In sedaj še razglasitev najnogometašov v absolutni kategoriji na Slovenskem. Mikrofon je kar tvoj. Velika dilema. Zlatko Zahovič. Zlatko Zahovič se ni mogel udeležiti te prireditve, kot že prej povedano, na poti iz Aten se je želel zadržati tu v Mariboru, predno je odšel v Valencijo. Goran Obrez, urednik ekipe, ekipa je najpravilneje in prva bila tista s popolnimi pravilnimi informacijami, kaj pa zadnje informacije, kar popoldanske? Ja, pravzaprav že skoraj večerne, bil si zraven. Zlatka smo poklicali neposredno pred začetkom tele prireditve za izjavo, povedali smo mu pač, da bo on tisti, ki bo dobil tega Oskarja. S šefom Brodoka, današnjega gostitelja, smo se tudi dogovorili, da mu ga bomo najverjetneje predali kar v prvem krogu španskega prvenstva, ko bomo videli reprizo finala Lige prvakov, srečala se bosta Valencia in Real. Njegove besede pa so bile, da je izjemno ponosen, ker je obranil Oskarja, ki ga je prejel že lansko leto, da mu je ta v veliko čast
in da ga deli v prvi vrsti z vsemi svojimi reprezentančnimi kolegi, kajti pravi, da so prav oni najzaslužnejši za to, da ga je dobil. No, to je bilo vse v današnji oddaji, ki je seveda tako, kot smo omenili na začetku, bila namenjena izključno nogometnim Oskarjem. Vse več, kaj se je dogajalo v Casinu Maribor na 4. tradicionalni podelitvi nogometnih Oskarjev, pa tudi v naši naslednji oddaji. Naj en. Nogometni studio.